Gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Po pravkar končanem evropskem prvenstvu na slovenskih tleh je pravi trenutek za pogovor o futsalu, zato je danes z nami prvi selektor v zgodovini slovenske futsal reprezentance, trenutno pa predsednik trenerskega odbora pri Komisiji za mali nogomet na Nogometni zvezi Slovenije, Dušan Razboršek. Gospod Razboršek, lep pozdrav oddaji. Lep pozdrav. Tisti, ki so spremljali tekme Evropskega prvenstva v prenosu na Sport klubu, so vas lahko spoznali tudi kot strokovnega komentatorja. Zato je prav, da začneva kar na Evropskem prvenstvu, vtisi so še sveži. Kako bi ocenili nastope Slovenije na tekmovanju? Ja, slovenska reprezentanca je odigrala eno fantastično Evropsko prvenstvo. Po tih smo pričakovali sicer, da se lahko vrstimo iz te skupine, najmočnejše skupine v nadaljnje tekmovanje. To nam je na koncu celo uspelo z prvim mestom v tej res močni skupini in tudi četrtfinalno srečanje, ki so ga fanti odigrali z Rusijo, je bila poezija futsala, da temu tako rečem, in dejansko so te stosce in to slovensko javnost navdušili, tako da ni nobenega razloga za kakršnokoli razočaranje. Dvorana je bila trikrat povsem polna, tudi druge tekme zelo solidno obiskane. Kaj je ta turnir naredil za javno podobo futsala v Sloveniji? Ja, jaz upam, da je veliko naredil. Res je, da se bo šele zdaj po končanem Evropskem prvenstvu videli, kaj se je z tega ven izcimilo, ampak če bodo ljudje prepoznali, da je to resna športna panoga, da to ni neka rekreativna igra, kar verjamem, da če so gledali te prenose ali pa celo v živo, so videli, da je to res vrhunski šport. Upam za Slovenijo, da bo pač tudi liga dobila na prepoznavnosti zdaj, da bojo tudi mediji naredili vsaj približno tako reklamo, kot je bila za Evropsko prvenstvo, in pol to pomeni, da lahko začnemo razvijati to panogo v naslednjih letih v nek enakovreden šport, ker moramo vedeti, da po svetu, v nekaterih res močnih državah je to zdaj že, bom rekel, za nogometom drugi šport. Ravno to, če pogledamo ta vrh futsala, saj evropski vrh, vidimo, da je tukaj ogromno držav iz vzhodne Evrope, tudi srednje Evrope, imamo Portugalce, Špance. Oni najbrž precej več vlagajo v futsal v Sloveniji, zdaj, če govorimo o Kazahstanu, Azerbajdžanu, Rusiji, Ukrajini in tako naprej. Tam je futsal, bi rekel, ima zelo pomembno vlogo v športnem spektru. Ja, zanimivo je to, recimo, da in na vzhodu in na zahodu je futsal, se pravi, ima res težo. Jaz sem mogoče 2 leti nazaj bral neke španske analize. Špansko prvenstvo v futsalu ima že resno ogroža košarko, je pa že pred rokometom. Vemo, da so ekipni športi, katere gleda največ ljudi, pustimo nogomet, ki je pač čist razred zase, ampak to že veliko pomeni. Na Portugalskem, v Italiji, ta futsal se vsak vikend imaš ti kar nekaj tekem na njihovih TV postajah in to je zelo, zelo gledan. Bom rekel, na vzhodu vlogo igra denar, da pridejo te, bom rekel, atraktivni Brazilci, čeprav po moje nepotrebni, ampak tako pač je. Te fantje pridejo, naredijo zadevo, bom rekel, še kvalitetno dodatno in se zadeva tako teče pol naprej. Omenili ste te tujce v reprezentancah, predvsem vzhodne Evrope. Ste proti temu, da bi morali to zadevo malce omejiti morda? Ja, težko zdaj to rečem. Seveda ni to. Po eni strani so to atraktivni igralci, so to kvalitetni igralci, s tem panoga sicer dobiva, je pa to, rekel, težko rečem, da je to nek fair play do ostalih reprezentanc, ampak vsi imamo možnost to narediti. Zdaj, kdo se zateče s tem, glejte, imamo sosednje države, kjer Ukrajina zaenkrat niti ne pomišlja na kaj takega. Rusija, ogromna država, se pa tega že leta in leta služi. Tako da vsi imajo to možnost narediti. Tudi mi smo v nekaterih športih to naredili, roko na srce. V futsalu zaenkrat ne pomišljamo in jaz mislim, da je prav tako. Dajmo malce v finančnih vložkih za primerjavo, čisto tako, da bodo gledalci imeli predstavo. Kakšni so proračuni teh vrhunskih futsal klubov v Španiji, pa v Rusiji, v Kazahstanu, pa morda primerjava za Slovenijo vmes?
Mislim, ni primerjave. No, tako bom rekel, jaz zdaj težko govorim, bi povedal, če bi vedel točne številke, kak ima nek ruski prvoligaš. Govorimo pa o milijonih evrov. Seveda, to definitivno. Mi moramo vedeti, da v ruski ligi, bom rekel, sicer v dobro stoječem klubu, igralec zasluži, bom rekel, neto 10 do 15 tisoč evrov na mesec. Vemo, da je ekipa sestavljena s tem 15 do 20 igralcev, pa se to že lahko malo izračuna. S tem, da tudi te klubi, bom rekel, dobro razviti, delajo tudi spodaj dost, se pravi, se ta proračun še poveča. Pri nas je to, bom rekel, kar se pa tega tiče, pa res čisti amaterizem. Klubi komi mesec z mesecem spajajo, tako da igralci sicer dobijo neka nadomestila, bolj v smislu nekih prevozov na tekmo, malo pa je resnih pogodb, da bi lahko rekel, jaz pa živim od futsala v Sloveniji. Če še malo zostaneva pri Evropskem prvenstvu, kdo je za vas odkritje Evropskega prvenstva in kdo vas je v slovenski reprezentanci najbolj pozitivno presenetil, če vas je kdo? Če začnem pri naših fantih, bi težko rekel, da me je kdo, ki bi rekel, pozitivno so presenetili vsi, oziroma fantje so tako igrali, tako so se borili, tako so bili požrtvovani, tako so bili profesionalni, da jih je bil res užitek gledati. Mi smo vedeli, da imamo v rotaciji 7 igralcev, da se dodaja tle še kakšen igralec, koliko se je tudi zgodil. Vedeli smo, da čim bomo več tekem odigrali, bomo že utrujeni in to se je tudi pokazali pol na tej četrtfinalni tekmi, da ta regeneracija ni mogla biti boljše upravljena, kot je, ampak je bilo 2 dni premalo. Tako da vsi si zaslužijo, vključno s strokovnim štabom, res same čestitke. Vsi so odigrali na tistem pričakovanem nivoju, mogoče kdo ni, ker je pač ni dovolj pripravljen, ker se pač mi moramo vedeti, da so se zgodile zadeve, da so bili fantje še v lanski sezoni nekateri profesionalci v tujini, pa so se zdaj vrnili v Sloveniji, kjer pa žal družine, službe gledajo to tako, da škoda. Dobro bi bilo še ostati v profesionalnem futsalu, vsaj še to sezono tisti, ki so bili v tujini, ki so imeli to možnost, pa res biti pripravljen, ampak življenje pač tako pripelje in zadeva je taka. Kar se ostalih reprezentanc tiče, je dejansko šlo kar nekako po planu. Vedeli smo, da v teh skupinah, kjer so bili Romuni, kjer so bili Poljaki, da praktično nimajo večjih možnosti za napredovanje. Je pozitivno presenetila Francija, ki je bila pač debitant na tem Evropskem prvenstvu, tudi odigrali so neodločen z Španijo, kar je fenomenalen rezultat za njih, ampak Francozi še že dolgo razvijajo, grejo počasi, korak po korakom in verjamem, da bojo v prihodnosti ena najmočnejših reprezentanc. Malce ste že omenili to delo z mladimi v tujini pri futsalu. Kje smo pri tem v Sloveniji? Vi sami sodelujete pri selekcioniranju selekcije U15. Te fantje se še pripravljajo potem za starejše kategorije na reprezentančnem nivoju. V primerjavi s tujino z najbolj razvitimi državami, kako kvalitetno je delo z mladimi v futsalu v Sloveniji? Ja, to bom tako rekel. Zmeri lahko boljše. Ne bom rekel, da je delo slabo. Je kar nekaj klubov po Sloveniji, ki se trudijo, ki probajo tudi v spodaj delati, ampak to so zdaj, bi rekel, bolj kategorije tam že preko 10 let, pa pol starejši. Kateri klubi dobro delajo z mladimi? Zdaj po Sloveniji recimo lahko se pogovarjamo tle, če gremo na vzhodni del Slovenije, Slovenske Gorice, Ljutomer, Benedikt, Sevnica, to zdaj sem se na hit spomnil, na zahodu je vsekakor Litija, Kobarid, Bronx, Škofije, se pravi, to so klubi, Ekstrem, Sodražica oziroma Ribnica, to so klubi, ki spodaj že dosti dobro delajo. Predvsem so pa to klubi, kjer ni, bi rekel, nogometa, to so manjši kraji, kjer nogomet nima tiste prve vloge in pol so
nekako fantje grejo na ta futsal. Zdaj, v mestih, kjer je tudi nogomet dost, bom rekel, razvit ali pa dost množičen, tam so že pojavljajo problemi, ne. In zdaj, če gremo na primerjavo z velikimi evropskimi državami, je pa to pa spet čist druga zgodba, ne, ker velike evropske države dejansko že začnejo spodaj delati z 6 let starimi otroki in jih prav usmerjajo v futsal. Ni sploh debata, ali bo nogomet ali bo futsal, pri nas pa je, roko na srce, to stalnica. Ravno to bi vas želel vprašati, če nek mladenič zaključi recimo mladinski staž pri velikem nogometu, je star 19 let, pa ne pride v člansko ekipo v prvi ali drugi ligi, se potem preusmeri v futsal. Ali ima še možnost postati vrhunski na evropskem nivoju, ne samo v slovenskem, ali je treba se že prej preusmeriti in specializirati? Zelo je pomembno, kako je do tega 19. leta delal. Če je zdaj on bil fokusiran na nogomet, da je v bistvu v malem nogometu ali pa v futsalu, bom rekel, no, da se sebe popravim, ni dosti razmišljal ali pa ga sploh ni igral ali pa mu je to bilo čist, bo tudi z 19. letem pa lahko še tako tehnično sposoben, težko prišel še na, bom rekel, na najvišji nivo, se pravi, da igra v reprezentanci Slovenije, da igra na Evropskem prvenstvu. Velika razlika tistih fantjev, tudi mi smo, bom rekel, v svoji generaciji smo igrali nogomet, ampak smo bili stalno prisotni po teh turnirjih, smo razmišljali v malem nogometu, smo ga živeli, čim smo imeli proste trenutke, smo to tudi igrali. To pa je tista zgodba, ko če on zaključi pri 19 letih, in ima že, rekel, neko dodatno šolo futsala za sabo, pol pa se normalno lahko vključi, ker bistvo je tehnično znanje, razmišljanje, ki je, rekel, zelo, tako kot sem že čisto na začetku rekel, to je profesionalni, vrhunski šport in ti moraš znati v tem športu razmišljati. Ni to zdaj ulični šport, ki bo vsak rekel, ali pa tudi včasih slišiš, kva pa je to je nekaj brez veze, mislim. Moramo gledati na futsal kot na vrhunski šport. Morda še na kratko bi priporočali staršem, recimo 15-letnika, da trenira oboje? Ja, definitivno. Slovenija je premajhna država, da bi ta dva športa delili med sabo in to je, rekel, eno tudi od naših projektov, katerega moramo zdaj izkoristiti, to euforijo futsala v Sloveniji, zapeljati tako, da bojo te fantje, bom rekel, vsaj v teh zimskih mrtvih mesecih za nogomet, ko pogoji niso dani, da ti treniraš zunaj, da se, bom rekel, preusmeriš v dvorano in da probaš s futsalom, ker od futsala imajo lahko ogromno nogometaši, tako kot imajo lahko od nogometa do velik futsal. Omenili ste že mali nogomet, samo da omenimo ta razlika, recimo mali nogomet ponavadi povezujemo z igro na betonskih igriščih, tudi pravila so malce drugačna, ampak lahko bi morda dejali, da to je eden mali nogomet, morda eden najbolj množičnih športov v Sloveniji, te trim lige, beton lige, razni turniri po športnih društvih, to je tako razširjeno v Sloveniji, da je pravzaprav neverjetno, kaj ima lahko futsal od tega, kako kanalizirati vso to energijo, te ljudi, to množičnost, da bo imel slovenski futsal nekaj od tega. Ja, sej, že polne stožce so pokazale, da Slovenci znamo ceniti ta šport, da ga spoznavamo, bom rekel, še na vrhunski ravni, definitivno pa, da od vseh teh rekreativnih skupin, praktično ne poznam prijatelja, ne poznam znanca, ki ne gre enkrat na teden se rekreirati in to je v glavnem mali nogomet. Moramo pa ločiti, kaj je futsal. V futsalu je vse jasno, v futsalu so enotna pravila, ve se, kako se igra, kaj se igra, kaj je v danem trenutku. Te malo nogometne zgodbe, rekreativne lige ali pa tudi, bom rekel, kakšne bolj resne lige so pa vse osnova za futsal. Tako da če se neka rekreativna skupina zbere, odigra po svojih pravilih, važno je, da so ta pravila prava, in ko se pol kasneje začnejo pogovarjati o futsalu, je to spet neka zgodba, neka prava stvar. Zdaj, sigurno, se pravim, že polne stožce so pokazale, da smo ljudje, ki imamo radi ta šport in v nadaljevanju
bom rekel, tega športa pri nas je pomembno, da se najde nekdo oziroma da se najde mogoče skupina ljudi, ki bojo prepoznali, da Slovenija ali pa v klubskem smislu težko pridemo čist pa na sam vrh, če se ne bo ustanovila neka profesionalna ekipa, ki bo delala vsak dan v tednu, ne pa da se trenira 2 do 3krat, ali pa da bomo spet imeli neko zgodbo, ki bo slovenske fante pripeljala v tujino, da se tam spopadli, bom rekel, ali pa sprobali s profesionalizmom in pol v dresu državne reprezentance bomo res imeli na kupu profesionalno ekipo, s katero bo selektorju pol veliko lažje delati kot zdaj. Ne. Recimo po vzoru Kajrata iz Almatija, Kazahstanci, kjer je pol reprezentance praktično v tistem klubu in to se definitivno tudi pozna. To je v tej zgodbi govorim. Ne. To je sam, se pravim, v Sloveniji mi moramo vedeti, da državno prvenstvo na tem nivoju ali pa v takšnem obliki poteka že od 95. leta. Ne. Se pravi, to je 23. sezona, če smo bolj natančni in malo je bilo nekih zgodb, da je bilo recimo v katerem klubu res organizirano vse na tistem nivoju, da bi igralci prišli, razmišljali samo o futsalu in tega živeli. Ne. Mislim, ne malih, ni bilo te zgodbe. Ne, tako. In to je ena stvar, ki bi jo v bližnji prihodnosti bi ta šport pri nas, ali pa bom rekel uspešnost, še povečala in tle bi bila varianta, da nekaj tudi osvojimo. To je ravno lepa istočnica za nekaj minutni pogovor v prvi slovenski ligi. Povejte našim gledalcem, kako konkurenčna je prva slovenska futsal liga v primerjavi s ostalimi evropskimi. Vidimo, da naši prvaki naše lige lahko po domače reči nekaj praskajo tudi proti najboljšim evropskim ekipam. In koliko je tu smiselno iti v en tak projekt, kjer bi bil nek klub nosilec, kot recimo v ženskem rokometu Krim, neko tesno sodelovanje z reprezentanco, nekaj ste o tem že govorili. Ali bi vas to morda motilo, bi to uničilo konkurenčnost? Kakšni so vaši pogledi najprej o moči lige, potem pa o možnih rešitvah, da bi ta liga bila še boljša? Zdaj, slovenska futsal liga, bom rekel, je tako toplo-hladno. Zdaj v zadnjem obdobju se spet pojavljajo, bom rekel, če v tem trenutku pogledamo, imamo močen Maribor, imamo močno Litijo, imamo močni Dobovec. Tudi ostali klubi se trudijo, ampak recimo, da v tem prvenstvu zdaj verjetno prvaka je treba iskati med temi tremi klubi, ki sem jih prej naštel. Ampak to je zgodba. Se pravi, zdaj, če gledamo konkurenčnost med ligami, mi se ne moramo primerjati z ligo v Španiji, ne moramo se primerjati z ligo v Italiji, ne moramo se primerjati s portugalsko ligo, z rusko ligo, ker to so lige, kjer je vseh 10 klubov profesionalnih, kjer vsi klubi ali pa še večje število jih je profesionalnih, kjer druga liga že skoraj dela na profesionalnem nivoju, mi pa smo tle pa dejansko popolni amaterji. Tako da lige niso primerjavi. Zdaj, če gremo, zakaj sem rekel zgodbo profesionalnega kluba? Zato, ker je ta klub, se opravičujem, lahko konkurenčen v Evropi. V Evropi, v evropskem klubskem tekmovanju pa šteje nekaj Final Four. In to je tisti cilj, ki bi mogel slovenski futsal, klubski futsal zanimati in bi z ustanovitvijo neko profesionalne ekipe pa ravno to dosegli. Ravno to dosegli, da bi ta klub lahko enakovredno. Ker mi se ne smemo zadovoljiti, mi zmeraj naredimo, mi moramo vedeti, da recimo v evropskem klubskem tekmovanju nastopa preko 50 klubov ali pa v bistvu zdaj že 60. In to so dosti tudi eksotičnih držav. Moramo priznati roko na srce in mi res dejansko tudi s temi klubi, ki jih imamo, bom rekel amaterskimi, nimamo problema priti čez prvi krog. Že je problem Elite Round, to je se pravi druga stopnja tekmovanja. Videli smo letos, da lanski prvak Maribor je igral v skupini doma, se pravi v Mariboru. Skupina je bila sestavljena iz 4 odličnih klubov, če štejemo tudi naše, pa smo zasedli zadnjo tekmo. Pa bi 3 šli naprej recimo v nadaljne tekmovanje, pa nam že ni uspelo. Tako da to je tista primerjava, da čist na sam vrh, še celo tako kot reprezentanca, gre zdaj recimo in pač ima status 7. reprezentance v Sloveniji oziroma v Evropi, klub nima tazga statusa, je že čez 10. Bile so tudi izjemno. Spomnimo se par let nazaj, ko je Litija igrala
vrhunske, ko je v Laškem namučila profesionalno Barcelono. Ampak na koncu je bil rezultat 3-0 za Barcelono, še zmeri. Slovenski igralci na evropskem trgu so ocenjeni, je slovenska šola futsala cenjena v Evropi? Definitivno. Vsi te mednarodni strokovnjaki priznavajo našo moč. Samo, bom rekel, spet se vrnemo na problem z brazilskimi igralci. Z Brazilije prihaja taka ponudba in to tako cenena ponudba, da dejansko niti Španci so itak pojem zase. Španci so samo sebi zadostni, tam je ogromno, to je tisto, kar sem že prej tudi omenil, to se začne igrati z majhnimi otroki, 6 let starimi in to je taka širina, da normalno, da pride do take reprezentance, kot jo imajo zdaj ali pa vsa leta. In redko tudi vzamejo koga tujca. Oni v španski ligi mi lahko preštejemo na prste ene roke Brazilce, ki igrajo. Mogoče igra še, zdaj bom čistko na pamet rekel, igra še en Japonc, pa igra en Portugalc, pa je to, kar se tujine tiče. Italijani so že druga zgodba, so že te Brazilci prisotni, najdejo neko povezavo z nekimi pradetki, ne vem ko, dobijo državljanstvo, ni problem, vsak klub ima po par Brazilcev. Tako, kot sem prej rekel, so ceneni, so poceni, fantje pridejo, dobi na mesec, ne vem, 500 evrov denarja, ima plačano stanovanje, neko sobo, hrano in to je za njih zadost, ker je to njim neka odskočna deska, da se bojo v boljše klube prodali, več zaslužili in to je to. Slovenski igralec, vrhunski, ki, ko se začnejo pogovarjati z tujim, bom rekel, interesentom, ko se začnejo pogovarjati o denarju, noben ne bo šel, noben ne bo pustil službo, zato da bo šel, ne vem, že v prvi fazi v Italijo igrati, ne vem, za 1500 evrov, ker ne gleda na zadevo tako, bolj ima raje tisto ziher življenje doma, službo, nekaj dobiš od tega futsala zraven, ne gleda pa na to zadevo tako, da bo mogoče pa, ne vem, če bo prisoten v italijanskem prvenstvu, čez 3 leta pa mogoče zaslužil pa 5000. In tudi sam osebno bi se težko odločil za ta korak. V Litiji, kjer živite, je futsalski klub že dolgo na zelo visokem nivoju. Najbrž ravno tam prihaja veliko igralcev, ki imajo podobne dileme, ki ste jih sedaj opisali. Kako gledate na aktualni trenutek litijskega kluba, pa člansko ekipo v letošnji sezoni, kje so potenciali tega kluba, kaj bi lahko delali bolje, kaj delajo odlično, kako vi vidite ta litijski klub? Litijski klub lepo dela. To je, rekel, en najbolj organiziranih futsal klubov v Sloveniji, definitivno. Ampak tako, kot sem že prej enkrat vmes rekel, zmer se da še boljš. Jaz v tem litijskem futsalu ali pa tudi še zraven nogometu pogrešam glih to zgodbo neke povezanosti, da vse, kar leze in gre v Litiji, skozi nogomet, skozi futsal, naredijo neko združeno zgodbo, kjer bojo potem v člansko moštvo prišli, bom rekel, Litijani. To pogrešam v Litiji. V Litiji je vedno, s vsem spoštovanjem tem igralcem, ki prihajajo drugod, bom rekel, preveč zgodba iz okolice oziroma iz Ljubljane, iz, ne vem, z krajev, ki niso tako blizu Litiji. In to je tudi posledica polne gledanosti futsala, kjer ne pride oče, ne pride mama, ne pride brat, ne pride prijatelj, ker se teh fantov ne pozna. Se zgodba malo popravlja, je prisotnih zdaj že tudi v članski ekipi več domačih fantov in mislim, da je to tista pot, ki bo Litijo spet dvignila na nivo serijskega prvaka, kot je to že pred leti bil. Potrebujemo pa litijsko zgodbo. No, ta je, mislim, nujno potrebna, tako kot je v kakšnih drugih krajih domača zgodba. Da ti res pripeleš dejansko vrhunskega igralca od drugod, ga tudi malo več plačaš, to je čisto normalna zgodba za nas, ampak zgodba mora biti, rekel, lokalnega nivoja. So pa vendarle igralci tudi hrbtenica reprezentance, del reprezentance vendarle ima litijski pečat, so Litijani. Imamo kapetana, ki je praktično duša te ekipe, bi lahko rekli, Igorja Osredkarja, Gašper Vrhovec iz Polšnika, mislim, definitivno so na tem koncu rastejo vrhunski igralci. Ja, definitivno. Mi v zgodovini, če tako pogledamo, smo imeli ogromno reprezentantov, prav Litijanov, tako kot sta zdaj recimo
Igor Osredkor, Gašper Vrhovec, to sploh ni, mislim, dileme. Res, da je tudi v tem trenutku Litija daje veliko reprezentantov. Samo tle moramo vedeti, da imamo izjemnega Alena Fetiča, Totoškoviča, Vid Sever, vratar, Teo Turk, to so vse reprezentanti. Fantje niso, rekel, lokalna zgodba, so prišli tle, so se v ta klub so se socializirali 1, 2, 3, mislim, so to res prava klapa. Ampak, če govoriva zdaj o lokalnem okviru, pa niso Litijani. Ja, morda samo za intermezzo. Kaj se dogaja v Posočju? So smo imeli Puntarja, pa ne samo Puntarja, tudi Oplast. Oplast je še zmer zgodba, Oplast dobro dela tudi z mlajšimi kategorijami. Puntar pa ima trenutno težave. Celo pred to sezono se niso prijavili v ligo, kar je bil velik hendikep za slovenski futsal, ker s tam gor je prihajalo ogromno igralcev. Zelo je vezan Tolmin na spet nogomet. Ko nogomet v tem kraju laufa, in to zdaj trenutno je, futsal ne gre. V bistvu se ljudje spet na lokalnem nivoju ne znajo zmeniti, v bistvu en drugmu na nek način kradejo igralce, namesto da gre tle zgodba, skupna zgodba, to, kar sem že prej za Litijo rekel, so oni vsak na svojem bregu in se ne morejo niti pogovarjati. In zdaj v tem trenutku je futsal tista žrtev v Tolminu. Čeprav sem govoril zdaj tudi pred kratkim s temi fanti iz Puntarja, da se spet sestavljajo, tako da lahko pričakujemo že naslednji sezoni tudi Puntar, da bo spet začel s tekmovanjem na članskem nivoju. Futsal klub pa je tudi v zagorski občini, Šede Mlinše igrajo v drugi slovenski futsal ligi s člansko kategorijo, imajo tudi selekcijo v 19, spremljate kaj njihovo delo? Spremljam vsak vikend, ne bom rekel, da hodim na treninge, na tekme, pridem kakšno tekmo tudi daj pogledati, simpatična, sigurna ekipa, definitivno, samo tako kot zdaj slišim, recimo večkrat se pogovarjam z gonilno silo, Janjem Kraljem in vem, da mi najprej mi razlaga o problemih z termini v dvorani. In to je žalosten, da bom rekel, se vem, da je samo ena primerna dvorana v Zagorju, ampak da recimo že na tem nivoju, ko ti hočeš trenirati 2-krat na teden, redno nimaš primernih terminov, da ne vem, da se za vsako tekmo moraš ne vem koliko pogovarjati, kdaj jo boš odigral. Ko tle naletiš na te probleme, to ti jemlje moč, to ti jemlje energijo in definitivno z vsem spoštovanjem do drugih športov, ampak futsal je zdaj dokazal, da je enakovreden šport v Sloveniji. Mi, če gremo danes štet, rokometno prvenstvo, pa košarkarsko prvenstvo, pa futsal prvenstvo, pa če gremo gledalce štet, verjemite mi, da to niso velike razlike. To zdaj prihaja tam po 100-200 ljudi na vse te tekme, tako da se bo treba začeti pogovarjati tudi na tem lokalnih nivojih v enakovrednem športu. Če govorimo o futsalu v komercialnem smislu, kaj lahko ta šport doseže na globalni ravni? Govorili ste že, da že ogroža rokomet, v nekaterih državah ga je že krepko presegel. Kje je domet futsala? Pa morda v slovenskih okvirih najprej, kam se lahko futsal zvrsti v slovenskem, bi rekel, v tem športnem spektru in pa globalno? Jaz verjamem, da futsal čaka svetla prihodnost tudi na tem nivoju. Ker, tako kot sem že večkrat danes rekel, futsal je vrhunski šport. Futsal je šport, ki je mogoče širšim množicam res ni bil poznan in so ga vsi preveč jemali kot neko rekreativno druženje 10 prijateljev, ki odigrajo mali nogomet, pa grejo pol na pivo. To je resen šport in to, kar je zdaj slovenska reprezentanca ponujala, to je tista, bom rekel, res svetla luč, kateri moramo slediti. Zdaj, da primerjamo šport futsal v Sloveniji, z futsalom v najbolj razvitih državah, nima smisla. Ampak da pa futsal primerjamo z to, ko sem že spet omenil, rokomet, košarko, na slovenskem nivoju, je pa stvar zelo blizu. Jaz bi dejansko res rad nekje videl neko analizo in verjemite mi, ker šport res spremljam, ne sam futsal pa nogomet, ampak vsega, vidim, ne govorim na pamet,
to je zdaj, kar se tiče gledanosti, že prepoznaven šport in verjamem, da še bo. Zdaj, kako moramo vedeti, da velika stvar se bo zgodila za futsal. V letu, letos 2018 je na olimpijskih igrah mladih že futsal kot uradni šport. Se pravi, naslednje olimpijske igre, poletne, je velika ali pozimske, to je zelo zanimiva zadeva, zato ker futsal se tretira včasih tudi kot zimski šport, zato ker se v glavnem dejansko igra po zimi. Naslednje olimpijske igre, skoraj sigurno futsal, če ne kot, bom rekel, ta uradni šport, bo pa kot poskusni šport, ker vsake olimpijske igre imajo par teh športnih panov, ki jih probajo in jih pol zadržijo ali pa ne. In na naslednjih bo futsal prav gotov, če ne, bom rekel, uradni, že ta probni šport. In to so pol pa vrata odprta na vse, ker zdaj pa tako, Nogometna zveza Slovenija sledi trendom UEFA, trendom FIFA in te velike organizacije futsal maksimalno podpirajo, ga zaenkrat še ne, bom rekel, propagirajo to kot ženski nogomet, kar je zelo zanimiv, bom rekel, ali pa zanimiv za gledati, če smo čisto realni, ampak niso mačehovski, odpira. Nogometna zveza pa itak to zmeri spremlja in se zmeri tudi ravna po tem. Naša naloga je, da bom rekel, tako kot sva že prej malo načela s temi otroki, da začnejo, da zmeri, jaz se moram, bom rekel, kar malo pohvaliti. V našem trenerskem odboru dejansko vedno nekako celo prehitevamo tudi UEFA v raznih zgodbah. V letošnjem letu se bodo igrale kvalifikacije U19 v futsalu za Evropsko prvenstvo, ki bo naslednjega leta. Ženske reprezentance bodo imele naslednje leto tudi Evropsko prvenstvo. In mi že kar nekaj časa delamo s temi selekcijami. Mi smo zdaj celo že prišli, da selekcioniramo 15-letnike. To v Evropi še nisem zasledil, da kdo dela. Mi pa, ker hočemo biti pripravljeni, ker hočemo evidentirati te fante, kjer so tisti, ki res kažejo velik potencial, tiste, ki še nekje kolebajo med nogometom pa futsal, tudi malo na ta način pridobiti, bom rekel, na svojo stran. Tako da zmeri naredimo neko zgodbo, že preden je v bistvu UEFA. Tudi, če grem spet, pa da ne bom spet, zdaj sem že itak predolg, ampak se opravičujem, grem še na trenersko raven. Recimo, mi naziv UEFA Futsal B šolanje v Sloveniji delamo že 4. sezono. Uradno je v UEFA to dve sezone. Se pravi, smo delali že 2 let prej, preden se je to spet sploh poenotili in recimo trenerji potrebujejo to licenco za vodenje ekipa, reprezentanc in tako naprej. Zmeri malo prehitevamo in to je kar dober adut. In tudi to mislim, da bo en kamenček v mozaiku razvoja vsega skupaj. Omenila so že na začetku oddaje, bili ste prvi selektor v zgodovini samostojne Slovenije, futsalski selektor. Če se spomnite tistih časov v organizacijskem smislu in izbor igralcev, kvaliteta lige, koliko se je spremenilo takrat? Najprej lahko povete, za katero obdobje je šlo in potem... Mi smo v bistvu z nastankom Slovenske futsal liga leta prvenstva 95-96 se je tudi ustanovila reprezentanca v tisti isti sezoni, ki je leta 95 odigrala tudi prvo uradno tekmo, mislim, da je bilo to nekje septembra na Slovaškem. In smo tudi pol odigrali tudi kvalifikacije za prvo evropsko svetovno prvenstvo, oziroma evropsko in svetovno skupaj je bilo takrat, skupne kvalifikacije so bile, tako se misli reči. Jaz sem takrat bil selektor, takrat sem sprejel ta izziv, primerjava. Moramo priznati, tudi takrat je bilo vse na Nogometni zvezi. Nogometna zveza je bila tista, ki je na nek način zaradi direktive UEFA to nekako tudi mogla postaviti. Oni so v bistvu skrbeli za nas v smislu tega. Ni bilo normalno, koliko je danes, ko je tudi nivo futsala res druga zgodba. Takrat smo se še, bom rekel, z avtobusi vozili po Evropi. Mogoče smo šli enkrat v 5 letih na letalo. To je danes normalna zgodba, da to zdaj govorimo o teh razlikih. Fantje, niti razen dobre, bil je ta naš Mile Simeunović, je bil profesionalec, ampak to je bil edini, ki je res bil profesionalec.
vse ostali so imeli svoje dopuste, tako kot še danes, recimo nekateri, je bilo takrat to normalna zgodba. Takrat se je bilo treba z delodajalci pogovarjati. Vem, da sem tudi sam v službi prosil, rotil, da sem dobil kak dan izredno plačenega dopusta ali celo neplačenega dopusta. Ampak bili smo pionirji, na to smo ponosni. Naj omenim, da smo tudi zdaj v času Evropskega prvenstva naredili celo srečanje teh bivših reprezentantov. Zbrali se nas je preko 100 in to je bila taka pozitivna energija na tem srečanju, da je pokala tiste VIP lože tam gor, ki so nas Nogometna zveza sprejela in tudi, bom rekel, počastila, tako se zagre. In v teh dneh non-stop dobivam te zahvale, izraze hvaležnosti, ki smo te fante zbrali, ker pač je bil to nek moj projekt in na katerega sem tudi zelo ponosen, da sem ga speljal. Tako da primerjava igre, danes, ko gledaš ta futsal, to brzino, to tehniko, je res razlika od 20 let. Takrat so bili igralci, ki so razmišljali v glavnem v fazi napada, v obrambi je zelo malo razmišljal. Jaz sem bil mogoče celo prvi, ko sem začel res poudarjati to obrambo, da je treba v obrambi igrati, da je sleven izhaja futsal, kar tudi danes vidimo, da je po teh letih temelj vsega. To je fantom zelo težko padlo, bom rekel, ker to so bili uličari, ker dejansko ga faza obrambe ni zanimala. Samo kdo bo koga, od zadaj bomo pa že nekje. Danes pa vemo, da to vse izhaja in težko bi primerjal. Najdu neke iste zadeve. Lahko pa najdem borbenost, voljo, požrtvovalnost že z tistih časov in jo lahko primerjam tudi s tem, kaj te fantje. To se je pa kar nekako nadaljevalo. Tudi vemo, da selektor Dobovičnik izhaja iz tiste, bom rekel, moje generacije, ko je igral sam za reprezentanco, ko je tako, kot danes na klopi in tako, kot je te fante, bom rekel, naučil te borbenosti, tudi sam je bil tak in mene ne čudi, da so fanti taki. Kot so menili, futsal vas spremlja že dobršen del življenja, ste strokovnjak na področju. Bom pa rekel tako, da se je vaša čustvena investiranost v šport čutila tudi po uspehu z Italijo, ko je Slovenija premagala Italijo, v prenosu ste bili zelo čustveni. Jaz, ki vas malo poznam, moram reči, da me je kar malo pretreslo, ker ste karakterno zelo, mislim, da delujete malo drugače, ampak definitivno se vidi, da ste v tem stilen košček, kar veliko življenja. Koliko vam osebno pomeni uspeh slovenskega futsala, popularno za vas kot osebo, čutite osebno zadovoljstvo ob tem? Ja, definitivno. Jaz sem bil tudi, vedel sem, da se posluša, da je to dosti gledan prenos, ampak tudi pomislil nisem, da bi kakšna čustva karkoli zadrževal. Recimo, meni gre še zdajle Marovninci po koncu, ko se spomnim na tiste trenutke, te zmage. Ne vem, ko da je prišla nagrada po tukih letih za vse to, kar smo od tistega leta, bom rekel, 95 ali pa še celo prej, ker to, kar sem že prej, ko ste me vprašal za te fante 19 let stare, a gre lahko še v futsal, če neha nogomet. To je tisto, jaz sem nogometaš po duši, definitivno. Vsi, ki me poznajo, vejo, da sem od majhnega ganjal se za tisto žogo, igral veliki nogomet, ampak sem bil z dušo, kar vem še iz teh mojih krajev, Kisovca, kjer sem rojen, smo skozi igrali tudi, rekel, mali nogomet, moje te prve ekipe, Zlatorogi, ki jih še danes imam za te fante, ki smo skupaj igrali. Jaz sem bil sicer mlajši od njih, ampak sem se počutil njim enakovrednega, ker so me sprejeli, ker so me pomagali, ker so me branili. Če sem jaz bil mogoče tehnično malo boljši od njih, so me zmeri branili pol pred tistim, ki mi je kdaj kjer hotel. Pa kasneje te gusari, ki smo bili skupaj. To so bile, rekel, take zgodbe, ki jih nikoli človek ne more pozabiti. In skozi to smo šli pa pol čez ta litijski klub, kjer sem bil tudi dolga leta aktiven in pol tudi zdaj na tem delovanju na nivoju Nogometne zveze in to, se pravim, pika na i, ne vem, kaj ne rečem, jagona na torto je bila pa ta zmaga nad Italijo, ta uvrstitev in jaz dejansko tudi po porazu s Rusiji nisem bil popolnoma razočaran.
ker evropsko prvenstvo je uspelo. Še beseda ali dve o vašem sinu Niku, gre za tenisača, za tiste gledalce, ki ne vedo, za Slovenijo je igral tudi že v Davisovem pokalu. Vem, da je malce nehvaležno očetu govoriti o sinovih športnih uspehih oziroma o sinovem športnem udejstvovanju. Kje je on trenutno v teniški karieri in kakšen je po vašem mnenju njegov domet? Če govorimo posamična konkurenca in dvojice. Ja, jaz v svojega sina še zmeraj močno verjamem. V družini smo ga podpirali od majhnega fanta, 6 let starega, do zdaj, ko je star 24 let, ga podpiramo definitivno na vsakem koraku. Svoje življenja smo prilagodili njegovi karieri in če bi človek razmišljal, da bo še enkrat od tega, kaj je imel, to ni prav. Ne. Mi smo s tem tenisom, naša družina je preživela tako lepe trenutke. Če sam pomislim, kaj vse je Nik nam, kakšne veselje nam je, bom rekel, s svojimi rezultati dal, to se sploh ne da opisati. Je trenutno res, njega je pri 19 letih ena neugodna poškodba hrbta res zaustavila, rabo je več kot 1 leto pa pol, da se je v bistvu sploh vrnil, da se je sploh začel resno spet nazaj profesionalno ukvarjati s tenisom. Dejstvo je, da mu pol v teh naslednjih letih, ker so ga pol neke manjše poškodbe pa bolezni tudi spet skozi neki motile ampak on vztraja, on je profesionalec, on se vsak dan usede v avto, se pele v Kranj, v Ljubljano, trenira s temi najboljšimi slovenskimi igralci. Ni res, dejansko ni več tistih sredstev, da bi šel v tujino, v neke, bom rekel, še bolj profesionalne, resne zgodbe, ampak on smatra, da lahko tudi s tem delom, kot ga zdaj vlaga v tenis, še zmeri naredi rezultate, da lahko pride, njemu je cilj, da pride še zmeri okrog 100. mesta, saj na svetu. Definitivno je odločen, da bo od tenisa živel na tak ali pa drugačen način. Čisto na kratko, kateri od zasavskih nogometnih klubov govorijo o veliki nogomet? Vam je najljubši? To pa sem že, mislim, da sem bil prav v vaši oddaji že enkrat to vprašan in se ne bi mogel odločiti. Jaz imam na Svoboda iz Kisovca, na Zagorje in na Rudar Trbovlje take lepe spomine, da se ne bi za nobenega kluba. In če bi se kdaj lahko v življenju kakšna stvar zgodila, če bi v teh 3 krajih ali pa še, da priključim še Hrastnik, naredila lahko ena ekipa in to kvalitetno, brez fig v žepu, kar je normalno, da so, ampak da bi se naredila ena ekipa, sem prepričan, da bi se v Zasavju spet lahko pogovarjali v prvi ligi. Zaključiva s tem apelom. Gospod Razboršek, hvala lepa za ta pogovor. Malenkost, bilo mi je z veseljem. Še en lep pozdrav gledalcem TV-ja. S tem smo zaključili Skok v šport. Naslednja oddaja je na sporedu prihodnji teden, do takrat pa lahko športnim novicam iz zasavskih koncev sledite tudi v drugih oddajah na ETV.